Tako, en lep pozdrav, s tabo sem Mihelca, kreativna terapevtka, svetovalka za zdrav življenjski slog in tole čudovito svetlobno terapijo Bioptron. Namreč mene je Bioptron našel pred 4 leti in veste, v življenju se nič ne zgodi naključno, jaz rečem, vse pa je naključ. In odločila sem se, da enkrat tedensko odgovarjam na vaše vprašanja. Torej, postavite mi vprašanje, karkoli vas zanima v zvezi s svetlobno terapijo z Bioptronom. Lahko, da tudi kakšno vprašanje ne bom trenutno vedela odgovoriti, bom pa poiskala odgovor in informacije, kajti v polju zavesti je vedno na pretek informacij in če je vprašanje, potem je tudi istočasno odgovor. Če je nekje problem, je istočasno nekje rešitev. Torej, življenje nas vedno uči in nas trenira v zaupanje, tako da prav vesela sem, da počnem to, kar počnem. Največja strast je meni raziskovanje področja odnosov in osebna transformacija, skozi katero sama potujem, skozi katero vi hodite vsak trenutek. In v življenju je resnično tudi vse vzajemno, kot pa se bomo danes bolj soočili dejansko z Bioptronom. Vse lepo pozdravim, mojih 5 akademskih minut zamude je bilo, pa bom rekla hvala, da ste me počakali in da ste se pridružili. Pozdravim Tanjo, pozdravim Dragmar, sem prav prebrala, in seveda tudi vse pozdravim, ki si boste kasneje pogledali posnetek, boste prišli kasneje, lahko še tudi malo počakamo, namreč, če vam se porodi kakšno vprašanje, lahko tudi tukaj zapišete, sicer bom pa odgovorila na ta obstoječa. Namreč, najprej bom pa začela tako malo z svojimi izkušnjami, da tudi dejansko vidite, da ne govorim kar tako na pamet, ampak ali pa naučeno, temveč v bistvu z Bioptronom imam sama zelo dobre izkušnje in čisto vse, kar podajam, ali so to znanja, ali so to informacije, ali so to vedenja, je dejansko skupek mojih izkušenj, vedenj, prepoznav, zaznav, skratka, to se tudi dejansko čuti potem v energiji, sem prepričana. Tako da mi bomo danes se dotaknili najprej teh mojih, pa lahko izkoristim čas. Evo, kot vidite, da še imam tole opornico, malo ste brali o tej zadnji izkušnji, pa bom začela kronološko z zadnjo izkušnjo, pa potem tista pred 4 leti, katere me je srečal Bioptron. Torej, jaz bom zdaj lepo čas izkoristila in si bom istočasno naredila terapijo, kar z rdečo. Vam bom povedala, zakaj. Namreč, ta gre zelo globoko. Je v bistvu za vse naše čakre, pravzaprav za prvo čakro. In mi imamo tako na stopalih, na podplatih, prvo čakro na sredini in na dlani, na notranjosti. Mi s tem spodbudimo, aktiviramo oziroma odpremo poti energiji, da lahko ona steče. Tako da dala bom zdaj rdečo, poleg tega je tale rdeča barva zelo deluje protibolečinsko. Karkoli vas kdaj boli, mene seveda zdaj ne, ampak kljub vsemu v bistvu ima to hitro vibracijo, tale rdeča barva in gre zelo globoko. Tako da, torej, kako se je zgodila tale pač moja izkušnja, namreč, kot veste, ste prav gotovo prebrali, zagrabila sem z desno roko v pomivalnem koritu nož, ga močno stisnila, da je šel še malo bolj globoko, da se je tetiva prerezala oziroma močno zarezala, skoraj prekinila in potem so mi pač zašili in okrevanje traja tako, da dejansko potem, ko so me zašili, je bil izziv, da moj palec je šel na desni roki
samo cev, nisem ga mogla upogniti, pavčka nisem mogla upogniti, torej je tako zelo stanjšana tale dolgi fleksor, tako se reče, da nisem mogla pripogniti. In seveda, najprej me je kar malo šokiralo, glede na to, da se človek razveseli, super, dam šive ven, zdaj pa gremo naprej v akcijo in na delo veselo, misliš na tisti star, na znan, poznan način, čeprav sem teh starih znanih načinov že nekaj zamenjala in očitno me življenje še kar spiralno dviguje in vrti okrog, dviguje navzgor, kot vse nas, sem prepričana. Torej, zgodi se je tak, da jaz nisem mogla pavčka prepogniti in grem na ultrazvok in mi pokaže, kako je skoraj nevidna ta tetiva, a se vidi ali ne vidi, a je stanjšana ali je cela prerezana. Potem sem malo podvomila, a so mi sploh tole tetivo zašili ali mi jo niso zašili, orang, kaj zdaj je. In moja praksa seveda so energetski procesi in sem v bistvu zlato energijo pošiljala, delala na prs, kar 3 dni me je res zelo bolelo in mi ni prijel prav noben ta protibolečinski tablet, lekadol, naklofen. In edino, kar je delovalo, je deloval tale Bioptron. Izjemno sem ugotovila, kako ti vzame bolečino. Dejansko ti jo odvzame. In ne rabiš vzeti nekega energetika, nekega pač tableta, ki je na delovanju proti bolečinama. Ne? In seveda, dobra potrditev, dobra izkušnja, ponovno, in sem rekla, rabim spet nekaj ozavestiti, ali dejansko še ni dovolj, ker sem imela že tako lansko leto, pa predlani za kožo izzive, a zdaj rabim še to testirati, da sprobam na svoji lastni koži, kako deluje. In seveda, bolelo me ni, bolečina ni bila prisotna, vendar potrebna je obnova, potrebna je regeneracija, tako da jaz dejansko z Bioptronom sodelujem zdaj ob tej poškodbi 2 do 3 dnevno vsak dan. Ja, res je. Tako da ponavadi imajo ljudje izgovor oziroma tudi preventivno se jim ne da ali pa ne vzamejo si časa. Ampak, a veste, dragi ljudje, to je en odličen čas, ki je samo za vas. Tukaj vi napolnite svoje baterije, tukaj se vi srečate samim seboj, tukaj vi dejansko resnično nekaj dobrega naredite zase. Če želite sijati, če želite polno živeti in se dobro v svoji koži, v svojem telesu počutiti, potem resnično si potrebujete vzeti čas zase. In z Bioptronom ne morete drugače delati, kot da si vzamete čas za njega. Ker ko si vzamete čas za njega, si vzamete čas zase. Torej, tako kot za vsem tem, kar imamo radi, tudi to v bistvu sprejmemo kot, lahko rečem, družinskega člana, del naše zgodbe v življenju. In velikokrat se jaz pohecam, oziroma ne, da se pohecam, dejansko sama sem ugotovila. Tako kot v gospodinjstvu ne damo ven štedilnika, hladilnika, pralnega stroja, vseh teh gospodinjskih aparatov, ki nam zelo olajša naš vsak dan, vsako gospodinjsko opravilo, vidim, da je pomemben Bioptron. Resnično. Kajti vedno je v družini kaj, za kar pride prav. In kaj bom dala pa največji poudarek k temu? Preventivno. Ne potrebujete imeti poškodbe, ne potrebuje se vam zgoditi nesreča, ne potrebuje, da vas karkoli boli, ne potrebujete biti bolni, imeti kakršnakoli bolezenska stanja ali simptome, lahko ste zdravi. In krepite in ohranjate zdravje na ta način, da si pomagate z njim. Torej, preventivno. Kajti, da se malo te poškodbe še dotaknem, torej, meni se pavček ni prepogibal in potem resnično jaz redno sem in osvetljujem z rdečo, z medicinsko
in pa z fullerenom. Fulleren je hiperpolarizirana svetloba. Ta molekula, lahko rečemo, da je ena čudežna molekula in lepa zahvala 3 znanstvenikom, Japoncem, ki so to zadevo odkrili zelo pozno in šele tam, letnice, številke ponavadi z mano niso najboljše prijateljice, ne spomnim se zdaj letnice, v redu, tam po 1960-70 letu, nima veze. V glavnem, gre za to, da fulleren je molekula, 3. molekula čistega ogljika, alotropna, takoj za diamantom, grafitom, in je zelo pomembna za ravnovesje v naši naravi. Tako da so v Švici potem izdelali to lečo fulleren za bioptron v letu 2018. To se pravi zelo frišna, nova zadeva. In kaj resnično dela? Ureja balans v celicah, ureja ravnovesje v celicah. In ker pomladuje, praktično obnavlja celice, se mi bolj mladostno počutimo, se mi boljš počutimo v svoji koži. Vsako tkivo hitrejše se obnovi. In ko sem imela, je bilo to prejšnji teden, ja, nekako spet sta ti datumi, si jih jaz ponovadi zapisujem, kontrolo v bolnici, sem jaz rekla tak zdravnici, joj, sam tale regeneracija, to pa že kar dolgo traja, od 22. oktobra, to pa je kar dolgo. In sem ji povedala, kaj uporabljam. Je rekla, nadaljujte. Nadaljujte. In ona je rekla, da za tako poškodbo, tako globoko in grdo, ko sem si jaz tole tativo zarezala, si čas razpolovim, da resnično dlje traja rehabilitacija v takšnem mojem primeru. In kaj bom jaz z bioptronom naredila? Čas okrevanja bom prepolovila. A ni to nekaj resnično dobrega zase, kar lahko naredimo? A potrebujemo še kakšen drugačen odgovor? Oziroma, ponavadi smo ljudje zelo neučakani, zelo hočemo nekaj na hitro, ampak vse je tako, je prav, kot mora biti. In je okej. In potem pred to izkušnjo se mi je lansko leto zgodila ena zelo zanimiva izkušnja, da kakor se je začel mesec januar, se meni prebavni sistem porušil, sesul popolnoma in meni telo hrane ni prebavljalo. Po medicinski plati meni niso nič našli. So mi rekli, kako odlično krimam. In seveda gremo v odgovore vase. In jaz sem izjemno hvaležna. Ker če se meni ta izkušnja ne bi zgodila, jaz 7, bom rekla, duš, 7 izjemnih ljudi, ki me vodijo na poti tega mojega razvoja, ne bi srečala in ne bi spoznala. Torej, z razlogom pride tudi neki izziv, v katerem ste. In poglejte širše, zakaj se vam je ustvaril in kaj s tem pridobivate. Ker istočasno, ko nekaj izgubite, pridobite. Dejansko jaz prepoznavam, da več dobim, kot izgubim. In življenje je vedno tako naravnano, da boste več dobili, da vam bo življenje več dalo, kot boste izgubili. Čeprav si bi v svojem umu mislili, pa sem izgubil to, pa to, pa to, pa to. Poglej, kaj si s tem pridobil, do kakšnih spoznanj si prišel, česa si se s tega naučil, kakšne nove priložnosti in možnosti in
ideje ti je življenje prineslo na ta način, ko je nekaj odšlo od tebe ali pa se je nekaj zgodilo. Tako da resnično vedno poglejmo širše. Potem, ko se je meni dejansko ta prebavni sistem, jaz sem v bistvu združila od frekvenčnih do svetlobne, te barvne terapije, celo paleto, zelo globoko in tudi v karmične poglede sem potrebovala iti in z duhovnimi vodniki delati in vse je tako, kot je prav. In tudi v življenju, tudi na energetskem nivoju imamo in tudi na materialnem, imamo različna orodja in pripomočke. In ena orodja, rada dam to prispodobo, lahko imamo eno lopatko in s to lopatko mi prestavljamo zemljo iz enega konca na drugi konec, kamor želimo to zemljo imeti. Lahko imamo večjo lopato in z večjo lopato prestavljamo iz enega konca na tisti konec, kamor želimo to prsto zemljo imeti. Lahko pa izberemo bager, ki ima veliko žlico in parkrat zajame to zemljo in jo prestavi in je delo narejeno. In tako je v energijskih orodjih. Točno na tak način. Torej, dana so nam orodja, ko smo mi pripravljeni sprejeti ta orodja. Ko imamo to sposobnost ta orodja obvladovati. Mi 3-letnega otroka ne moremo posaditi na bager. Niti mu ne moremo dati ene velike lopate. Lahko pa odrasel človek vzame lopato in prestavlja zemljo iz enega konca na drugi konec. Potem pa, ali se bomo naučili upravljati bager in te prestavne ročice in prestaviti zemljo na drugi konec. Torej, energijska orodja, to treniranje mišic, energijskih lahko rečem, deluje na enak način. Potrebujemo ozavestiti in ali smo pripravljeni. In dejansko meni prihajajo nasproti točno ta orodja, kot jih zdaj lahko imenujem bager. Ko delajo transformacije v človeku izjemne. Potem na fizičnem nivoju, v porastu v prihodnosti bojo frekvenčne naprave. Jaz delam tudi z iTerocare. Lahko tudi te informacije podelim. To so teraherčni valovi. Barvna svetlobna terapija je izjemno zopet dobra podpora. Fuleren, ki so ga razvili. Poglejte, bioptron je bil razvit leta 1980, bolj v tistih mojih častih, oziroma mojega rojstva, malo kasneje. In fuleren pa ni dolgo tega, kar je prišel. Torej, razvoj gre naprej. In tale molekula fulerena se vrti 18 milijardkrat na sekundo. Kaj dela to v celicah? Kakšno obnovo, kakšno regeneracijo? Pa bi lahko rekel, ena preprosta rjava steklena šajba. Ampak fuleren molekule so. In od našega zavedanja je odvisno. Tudi komu mi zaupamo. Odlično, zelo sem hvaležna za uradno medicino. V tem primeru nujno potrebna. Vse je prav, da je. Vsega se poslužujemo. Lahko pa za vsem sodelujemo. In tega jaz ne vzamem kot za neko postransko alternativo, ampak enakovredno. Tudi frekvenčno neko napravo vzamem za enakovredno. In v prihodnosti zdaj se bo ogromno na področju zdravja dogajalo v frekvencah in v svetlobi. V tem gre razvoj, v frekvencah, v svetlobi, v energiji, torej tudi stvarih, ki
umu niso znane in ki jih pač nismo do sedaj živeli. In tista izbira v materialnem smislu, se pravi, ko bi jaz vzela lopatkico, ko je mene bolelo, ker res me je bolelo, bi lahko se našopala s tableti. Ampak probala sem, ampak nekomu bi morda lika dol zagrabil. Ali pa na klofen bi prijel, bi zagrabil. Meni ni. Moje telo v tem zavedanju, v katerem sem, ne sprejme, ne deluje. Deloval je pa bioptron. Ni me bolelo. Teda se vprašajte na tej točki, kaj je vaše verjetje, v kaj ti verjameš. Kakšno je tvoje zavedanje v tem trenutku? Ne izhajati iz tega, kaj je bilo zavedanje tebe pred 10 leti, ker danes nisi več isti. Nisi. Ne izhajati iz tega niti, kaj je bilo pred 5 leti, ker se tako zelo hitro ta transformacija v nas dogaja znotraj nas. In resnično poglej pri sebi. In ko iz tega vidika pogledamo, investicija v bioptron sploh ni več vprašanje, da ga ne bi imeli doma. Dokler pa tega zavedanja nimamo, je pa vse druga razlog, zakaj nečesa ne moramo imeti, zakaj nečesa ne moramo zbrati. Bo naš najprej povezal z številkami, taka cena. A vidiš, da ni nikoli razlog cena, temveč je razlog to tvoje zavedanje. In to ti želim tudi danes sporočiti. To tvoje zavedanje, na kakšen način, kaj sebi daješ. Meni že pred leti, v študentskih letih, ko sem imela izziv za intermedialno astmo, ko sem jaz prijela pumpico in prebrala stranske učinke na takem spisku, meni ni rezoniralo. In sem rekla, vesolje gotovo kaj druga obstaja. In takrat mi je prišel nasproti Qigong. In sem za Qigongom redno prakso popolnoma izkoreninila intermedialno astmo. To sem zbrala in zatem sem šla. In tukaj ni prav pa narobe, poslušaj sebe. Kaj tebe pokliče, kaj ti izbiraš in kaj je usklajeno s teboj. A veš, ta kompatibilnost, ta je ključna, kaj je usklajeno s teboj v danem trenutku. Ne si izbirati nekaj, kar ni. Si lahko, da zdaj tole gledaš, pa ni. Ampak dvomim, glede na to, da me gledaš in da poslušaš in da si v skupini, potem si na točki, da si izbereš lahko proti bolečinam svetlobo namesto tableta za stranskimi učinki. In še velik drug doprinos. Potem so naša vnetja na telesu, na koži in v telesu. In ta številna vnetja delajo kaos v našem življenju, v našem telesu. In pri vnetju vzamemo indigo modro barvo in rešujemo težavo. Tale indigo modra. In si pomagamo z njo. In zaključimo še s fulerenom. Kaj hočeš boljš? Potem bom šla odgovoriti na vaša vprašanja, morda ste že radovedni, ampak potrebujem narediti ta uvod in odpreti to polje in na ta način predstaviti. Potem seveda, ko se pomikam majčkeno nazaj, jaz sem delala v bistvu redno z bioptronom tudi za prebavo, za presnovo,
da se je tudi vse uravnovešalo, kar je potreboval to biti proces. In jaz večkrat rečem, katere smo mamice, ko zanosimo, drug dan ne rodimo. In v 14 dneh ne rodimo in tudi v 3 mesecih ali pa 5 ne. Je proces. In lahko rečem, božja ureditev je, da donosimo v 9 mesecih. Nekaj, kar potrebujemo v življenju sprocesirati, tudi to, da meni 8 mesecev telo ni pravilno hrane prebavljalo. Sem iz tega marsikaj ozavestila in je bil proces. In je sprememba v meni. In vse nam prinese neko spremembo, neko pridobitev. Ponavljam, pridobitev. Tudi če se vam zdi takrat, da ni prijetno. In seveda svetlobno terapijo zelo učinkovito je za balans celotnega našega telesa, ravnovesje v telesu, delati po teh osnovnih čakrah, po teh vrtincih, po energetskih centrih. In začnemo na levem stopalu, nadaljujemo na desno stopalo z rdečo. Potem je super, vse osvetljujemo na golo kožo. Stik svetlobe na golo kožo, ne na obleko. Pri kakšnih drugih zadevah, naprimer, če delamo frekvenčno terapijo, lahko na obleko. Tukaj na kožo. In potem osvetljujemo trtico, ta področje anusa z rdečo. Se pomaknemo spredaj na spodnji del trebuha, spolno čakro osvetljujemo z oranžno. Na solarni pleksus, se pravi, vplivamo zelo ugodno na naše drobovje, lahko rečem, želodec, trebušno slinavko. Zelo pomembna žleza je trebušna slinavka in jo osvetljujemo z rumeno. Potem vranica, jetra. Skratka, naredimo balans v tem predelu. Potem srčna čakra, timus, ki je odgovoren komandni sistem za imunski sistem. Če mi želimo imeti močen, dober imunski sistem, potem osvetljujemo prsnico z zeleno. Gremo na ščitnico, namreč ščitnica ima rada modro barvo in jo osvetljimo z modro. To je čisto osnovno po teh osnovnih energetskih centrih. Potem celoten obraz z indigo modro in vrh glave z vijolično. Vendar imamo tople in hladne barve in barve so si med seboj kompatibilne. Zato to kompatibilnost in najvišjo vibracijo, torej mentigo strokovno rečemo, dosežemo, ko skombiniramo rdečo z zeleno. Zato, če je neka težava, prisotna bolečina, se izjemno priporoča kombinacija rdeče in zelene. Torej, do 15 minut rdečo, ki je topla barva, lahko tudi več kot 15 minut z zeleno. In z rdečo osvetljujemo od prstov na nogah, stopal, bom že tukaj kar na vprašanje vmes odgovorila, torej glivice na nogah osvetljujemo z rdečo. Noge osvetljujemo z rdečo, da dejansko mi spalimo te glivice. Ne morejo obstajati. Torej, in potem na naslednji terapiji, ker vi lahko delate zjutraj eno terapijo, pa zvečer. Jaz vsakemu priporočam 2 terapiji dnevno. Ker če ga imaš doma, lahko to izvedeš. Če je na nek delovni nalog, kar tudi je bioptron v zdraviliščih, v kakšnih terapevtskih centrih, potem pa
dobi človek 7 do 10 terapij. Ampak kaj pa potem? Ni dobro, da je potem nehal. Fajn bi bilo, da bi nadaljeval. Skratka, da ne zgubim rdeče niti pod rdečo svetlobo, gre za to, da osvetljujemo torej stopala, naprimer zjutraj naredimo terapijo za rdečo na stopala, zvečer pa delamo terapijo, ki je antibakterijska, antiglivična, antivnetna, torej glivice so prisotne na stopalih, na nohtih z indigo modro. Naredimo pa indigo modro terapijo. Zelo priporočam pa tudi rdečo. In torej rdečo svetlobo mi uporabljamo za celotna stopala, kolena, noge, vse do kolkov in pa tudi ledvica. Nadledvične žleze aktiviramo z rdečo svetlobo. Ko mi svetimo ledvica z rdečo, aktiviramo nadledvičnice, ki v bistvu potem dajo signal naprej v ostale žleze z notranjem izločanjem. In se odpirajo poti. Zato vedno terapijo začnemo, zelo je priporočljivo, da jo začnemo na ledvicah, da mi aktiviramo, da mi odpremo poti. In izziv je tudi pri ljudeh, ki uživajo zaradi kakršnih koli razlogov medikamente, zdravila, farmacevtska, ta pogosto blokirajo nadledvične žleze. Mi pa s tem spodbudimo delovanje nadledvičnic, ko osvetljujemo ledvica z rdečo svetlobo. Potem, če je pa prisotna neka bolečina, se pravi največjo vibracijo mi dejansko dosežemo, ko osvetljujemo rdečo plus zeleno, se pravi ti dve kombinaciji skupaj. Jaz resnično vse lepo pozdravim, ne bom zdaj imensko klicala, ker sem zdaj v toku in da ne izgubim rdeče, zelene niti, kakorkoli. Torej, zdaj smo obdelali to globalno, se pravi rdečo svetlobo in pa tole kombinacijo, ki je Mentigo kombinacija. Vsako terapijo je priporočljivo zaključiti z fullerenom, ki je obnovitveni. Torej, potem, ko se pomaknemo naprej, višje, uporabimo oranžno. Oranžna pa je tista svetloba v tisti valovni dolžini, ki je izjemno učinkovita za naše področje spolovil, za naše področje genitalijev. Se pravi, aktiviramo spolne žleze, vse ženske, ki imajo kakršnekoli ali ciste, ali težave z jajčniki, ali menstrualne krče, ali karkoli v tem predelu, ali kakšno ta vnetja, karkoli se uporablja oranžna svetloba. Prav tako moški osvetljujete moda z oranžno svetlobo. In celo stranka je dala informacijo, da si je redno gospod osvetljeval moda in je se zognil operacije na modih, ko je redno osvetljeval z oranžno svetlobo. Potem tudi primer za težave z jajčniki, zelo hitro pa se v bistvu uravnovesi pri težavah kakšnega koli tega menstrualnega cikla. Tako da oranžna je izjemna, to je ta naša življenjska moč, življenjska energija in ta barva nam daje več energije v bistvu, tako in tako, nas poživi, nas dvigne, nas daje v notranje zadovoljstvo, ker tudi v bistvu težave z kakršnimi koli organi, lahko so to recimo to področje maternice ali karkoli, neko notranje nezadovoljstvo je potem razlog, v bistvu vzrok, zakaj prihaja potem do nekih težav kasneje lahko. Torej, in tole oranžno svetlobo mi ne uporabljamo samo za to področje spolnih čaker,
temveč to je svetloba, ki jo dodamo indigo modri svetlobi na obrazu, ko delamo anti-aging. Ko me sprašujete za anti-aging, za pomladitev, za tvorbo kolagena, za tvorbo elastina, za mladosten videz na obrazu, tudi pri težavah s kožo, akne, kakršnekoli težave, ki so kožne težave. Torej, a veste, koža je mejnik med tvojim notranjim svetom in zunanjim svetom. Kako ti doživljaš sebe in kako ti doživljaš zunanjo realnost, tvoje doživljanje. To je koža. In če je kakršenkoli izziv s kožo, potem zopet ni te usklajenosti, tega ravnovesja med tvojim notranjim in zunanjim svetom. In torej, če pogledamo to oranžno, dejansko mi osvetljujemo kombinacijo na obrazu, redno delamo terapijo z indigo modro, z oranžno in najprej se je delalo z medicinsko. Zdaj so dejansko študije pokazale, da lahko medicinsko preskočimo in delamo potem, zaključimo z fulerenom. To se dela redna terapija 2-krat dnevno. Pa za kožo vam bom še en drug izjemen izdelek pokazala, ki resnično je učinkovit. Skratka, pri oranžni, torej oranžna je tudi za področje rok, ramena, ramenski obroč in cele svoje roke. To področje osvetljujemo z oranžno in če želimo imeti to najvišjo vibracijo, to mentigo, potem skombiniramo na roke modro in oranžno. In prav tako tole kombinacijo naredimo pri ščitnici, da uravnovesimo delovanje ščitnice. Skratka, če je ščitnica premalo delujoča, osvetljujemo z oranžno. Če je ščitnica preveč delujoča, osvetljujemo z modro, da pa ustvarjamo res ravnovesje, pa damo obe te barvi, eno za drugo. Torej, gremo naprej od oranžne k solarnemu pleksusu. Uporabimo rumeno, kot sem rekla, za naše področje trebušne slinavke, vranice, želodca, prebavil tudi. Skratka, ta solarni pleksus, da ga uravnovešamo, aktiviramo, osvetljujemo z rumeno. In dejansko zelo učinkovito je v praksi, da bi mi v bistvu čim bolj imeli odprt popek, ampak ne zdajle pozimi, ne zdajle, ko je hladno, temveč v poletnem času, ko je sončno. In čim večje število sončnih ur vzpostaviti popku in solarnemu pleksusu, da pride ta svetloba v naše področje solarnega pleksusa. Skratka, ko uporabljamo mi tole rumeno, je zelo učinkovito tudi za vse hrbteničarje, se pravi za vse ljudi, ki imajo kakršne težave z hrbtenico, z postavljenostjo. In bom zdaj podelila eno praktično izkušnjo z prejšnjega tedna oziroma z vikenda od stranke. Namreč gospa, a veste, čisto na vsak problem dajte pogledati širše. Iščite, poglejte vzrok. Ker gospe hernija ni padla iz neba. Mi čisto vsak izziv. Je poškodba, je nesreča, je okvara, je kakršnakoli situacija, mi smo sokreatorji, mi si jo skreiramo, mi si jo svojo vibracijo skreiramo, ustvarimo si jo sami. In moj pogled je, da to ni genetika.
moje zavedanje je takšno, da jaz ne verjamem, da v te genetske zadeve, da nekaj mi podedujemo. Mi lahko vse transformiramo. Naše zavedanje pa je tisto in naša izbira, kako bomo mi situacijo vstopili. In dejansko, moj pogled je takšen. Dejansko, naj pa vsak vzame svojo resnico in tisto, kar on sam čuti in kar je za njega res. Torej, kot sem rekla, kaj je bil pri njej razlog, ko sem jo jaz potem povprašala. Ker me dejansko zanimalo, pa že tako sem v energiji zelo zaznavala, da je nekaj druga odzadaj. Šla je potem seveda na operacijo in so jo tle prerezali in potem je pokazala, kako je prejemala terapijo z bioptronom, najprej na stopala, da se odprejo poti. Zdaj slačljijo ravno nismo, ona doma bi se lahko izvajala tudi na trtici, na zadnjiku. Potem z rumeno na solarni pleksus in z vijolično na ta zadnji hrbtni del, ta križni in ta hrbtenični del. In zdaj imajo v bistvu, niti šivajo, kirurgi, ampak je rekla, poglej, koliko so mi zlepli skupaj. Ima lepljeno pač potem post po operativnem posegu in dejansko se tudi brazgotina ne vidi tako. Dejansko pa bioptron tudi zelo pomaga pri brazgotinah. Če so kakršnakoli brazgotinska stanja telesa, je pri brazgotinah zelo učinkovita. Skratka, ta gospa je prišla v bistvu, oziroma sva prišla do odgovora, da ona zares je uživala v službi prvih 5 let. Ona je s strastjo hodila v službo prvih 5 let. Potem se je pa začela upirati. In vsakič je v svoje nezavedno ji priteklo tisto, spet moram ostati spet v to službo. In koliko časa je ona živela to realnost, spet nekaj moram. Še dodatnih 25 let. Ja, ljubi Božji. Življenje je predragoceno. In ona si je skreirala s tem operacijo na hrbtenici. In ne samo hernijo, še neko drugo težavo. Skratka, diagnozo joj. Sama si je skreirala, zatem šla je proti sebi. Njena duša ni hotela več tega delati. Ampak ona je delala, ker se je to naučila, ker je mislila, da mora, oziroma sama sebe se je prepričala, da samo to obstaja in da more. In je vztrajala. In kaj je s tem pridobila? Bolezen. Torej, vsako bolezen si ustvari vsak sam, nekje je pozabil nase, nekje je nehal slediti sebi, poslušati svojo dušo, v katero smer ga kliče, kaj je tisto njegovo pravo. Ker to se spreminja. Naša hotenja, naše želje se spreminjajo. In to, da se zdaj spreminjajo in je veliko odpovedi pa sprememb v službah, to je nekaj normalnega. To je naravno, ker mi se spreminjamo. In to je transformacija. In da ne bom zašla od bioptrona predaleč, skratka, kombinacija za hrbtenico. In najvišja vibracija, imam tukaj vijolično, je pa potem osvetljevanje rumena plus vijolična. In to naredimo tudi za glavo, za področje glave. Namreč vijolična je zelo učinkovita za vsa migrenska stanja, prav tako je vijolična izjemno učinkovita kot razkužilo. Mi lahko vodo razkužujemo z vijolično svetlobo, potem pa še dodamo fuleren, 18 milijardkrat na sekundo vrtljaje in imamo skoraj mineralno vodo. Skratka, fuleren vodo, ki jo telo zelo dobro absorbira in sprejme v svoje telo, v svoje celice. Skratka, ta kombinacija je zopet mentigo, vijolična in
rumena v kombinaciji, v paru skupaj, ena za drugo. Potem se pomaknemo na naš timus. Za področje pljučnic, srca, aritmij, bronhijev, tudi pokoronska stanja, druga virusna pljučna in pa respiratorna stanja, je zelo dobra kombinacija zelena z rdečo. Torej na ta predel osvetljujemo zeleno in rdečo in je zopet ta najvišja vibracija, potem pa zaključimo z fullerenom. In seveda potrebujemo se dotakniti tudi naših ušes, oči, nosu, ustne votline, zobovja. Uporabimo indigo modro barvo. Tukaj uporabimo indigo modro pri zoboboli, pri vnetih očeh, ušesih. Je bilo vprašanje tudi osebe, da pri sinu 10-letnemu zaradi slušnega aparata se naredijo ranice v ušesu. Tudi tukaj jaz zaznavam, je širši pogled, bo pa zelo velik doprinos indigo modra barva. Indigo modro 2-krat na dan, če je možno, priporočam kar 3-krat na dan, osvetljevati uho za to svetlobo. Česar ne želi slišati, širše je treba pogledati. In ponavadi, to je otrok 10 let. Tukaj se začne reševanje, moje zaznave tečejo v starših, ne v otroku. Pogosto je tako, da ko se pri starših določen izziv razreši, se pri otroku avtomatsko razreši. Samo toliko. Če bo kdo karkoli želel več, veste, kje me najdete. Skratka, tale indigo modra je resnično za zobovje in tudi tale puferna kapaciteta, v bistvu tvorba teh, kaj so, parodontalne bakterije, karies, zavira, izjemno zavira. In nekateri privatni zasebni zobozdravniki se tudi te svetlobne bioptron terapije poslužujejo. Določeni imajo laserje, prav tako v fizioterapiji je bioptron pri nekaterih zelo priljubljen oziroma del njihove zgodbe. Nekateri zagovarjajo, imamo laserje in se od tistih svojih laserjev nočejo losati, in se držijo samo tistih laserjev. Laser je odlična zadeva, vendar potrebuje ga uporabljati strokovna oseba, medtem ko bioptron je nizkoenergijski laser, ki nima stranskih učinkov, s katerim se ne morete poškodovati, s katerim ne morete niti predozirati, čeprav se priporoča določen čas osvetljevanja, ker v bistvu je tudi tako, celice lahko naenkrat absorbirajo določeno količino svetlobe. Potem je pa tako, kot bi jih na hrano, so nasitene in imajo dovolj, tako kot vi pojeste kosilo in je vaš želodček poln in ne morete več. Ne moreš se siliti, da bo še in še in še. Ne moreš v enem dnevu pojesti toliko ali pa pri enem obroku, kot bi pojedel v enem tednu ali pa v enem mesecu. In tudi za to svetlobo je ravno tako, celice ne morejo sprejeti več, tole, da vas ne bom napačno učila, tudi menjava leč v bioptronu je takole pravokotno, ker sicer lahko kakšen zobec zalomite. In vam priporočam, da menjate lečo, da postavite bioptron pravokotno in da ne tako motate od spodaj. To pa je zdaj fuleren, ta hiperpolarizirana svetloba. Potem ima zdaj tukaj kdo kakšno vprašanje zame. Sem zelo vesela, zelo lepo število se vas je udeležilo. Krasno. Če lahko fuleren nadomesti ostale leče,
Tukaj je odgovor dejansko ne, ne? Se pravi, fularen je ena posebna molekula. Fularen je resnično hiperpolarizirana svetloba. In gre svetloba v vse globine, v vse ravnine, medtem ko ostale leče da se medicinsko tudi dokupiti. Predno je fularen obstajal, je bila medicinska. Medicinska je izjemno za rane, za poškodbe, kakšni recimo zdravstveni domovi, se nimajo niti časa igrati z vsemi temi 7 barvami, pa kombinirati, ali pa določeni niti nimajo znanja, kako skupaj skombinirati, in so odločili se in so takrat izbrali samo aparat z osnovnim medicinskim filtrom, to lečo. Torej, in se uporabljali za vse to. Ta je taka splošna, univerzalna, ki pokriva vse te valovne dolžine, vendar specifično na nek izziv, ko gremo pa uporabimo dejansko tudi barvno kombinacijo, ne? Se pravi, da aktiviramo vse žleze za notranjem izločanjem in ustvarjamo ravnovesje. In tako kot sem vam pokazala, kako gremo po osnovnih teh čakrah, čeprav jih imamo ogromno več, ampak po teh osnovnih, tudi akupresurne točke imamo, gre za to, da mi vzpostavljamo ravnovesje. Da v bistvu naše žleze v glavi, epifiza, hipofiza, hipotalamus, so komandni sistemi. In mi s temi komandnimi sistemi dajemo, v bistvu to so naši direktori. Ostalim tajnicam, ostalim uslužbencem informacijo, kaj naj delajo v telesu. Zato je tako pomembno, da mi aktiviramo žleze v glavi in da ničesar ne počnemo, kar ruši našo epifizo. Pa vemo, da v zadnjih 2 letih so bile poti, se je dogajalo, da bi se rušilo našo epifizo. Torej, zelo je pomembna žleza. In potem uravnovešanje vseh ostalih žlez v našem telesu. Zato je zelo priporočljivo delati to barvno terapijo si enkrat tedensko. Čisto za relaks, čisto za ravnovesje, čisto iz popolnega užitka, v bistvu kot bi prejemali eno zelo učinkovito terapijo, masažo, si enkrat tedensko privoščite oziroma si izberete terapijo po vseh čakrah. In to vzdržujete redno. To je tako preventivno in ni potrebno, da ste bolni, da je kakršenkoli izziv za zdravje. Če pa je, pa še toliko bolj še vse ostalo zraven dodate. Zdaj bom jaz naredila par požirkov vode. Jaz sem že prej tole vodo osvetljevala in a vidite, da ima ta voda mehurčke? A jo vidite? Ta voda je bila pod bioptronom 15 minut. Pa ni mineralna voda. Vidite prav na ekranu, tako. Torej, to vodo sem jaz osvetljevala z oranžno lečo, ki je izjemno podporna tudi za našo kri. In zdaj, da bom naredila par požirkov na zdravje. In lahko jo tudi osvetljujemo z fularenom. In to je pri nas redna praksa. Kar vrče vode in potem osvetljevati z bioptronom. In se ta voda pije. Skratka, naše celice to lažje absorbirajo. Jaz vam priporočam v tej naši skupinci Bioptron z Mihelco, ko scrollate dol, imate za 2 leti ali kaj veliko teh videoposnetkov, strokovnih člankov,
audio, potem od doktorja Đuro Koroga zelo strokovno, od doktorja Neškoviča zelo strokovno. Jaz sem zelo praktičen človek in čisto iz prakse, iz izkušenj najraje povem. Potem, če se hočete v to molekularno biologijo poglobiti, se soočite z doktorjem Đuro Koroga. Skratka, veliko imate tudi za vaš zelo znanstvenih, jasnih potrditev, če vam karkoli v se dogaja, da se vam pojavljajo kakšni dvomi. Da ravno prej sem govorila, predno smo se tukaj v tej skupini srečali takole, z osebo, gospod ima zaradi inzulina težave z nogami. In dejansko vztrajajo, da bolj zaupajo uradni medicini. Ampak tole je uradno tudi medicinski aparat, če že more biti to uradna medicina. Ampak mene ne bi zmotil, tudi če ne bi bil uradno medicinski aparat, ker pred letom 2006 to ni bil uradno medicinski aparat, ampak je bil pripomoček, nek kozmetični ali kaj pripomoček. Potem so ga pa registrirali na Ministrstvu za zdravje. Skratka, jaz bolj delujem z zaznavam. Ta intuicija, ta občutek mene vodi, v kaj zaupam in kaj ne. Vsak pa naj sliši sebe. In nekdo rabi veliko več nekih znanstvenih argumentov, veliko več nekih potrditev, študij, medicine itd. itd. Tudi to lahko ali pod bioptron.si ali na evropskem o bioptronu ali na YouTube kanalu Cepter Slovenija si pogledate video posnetkov iz Cankarjevega doma v Ljubljani, ko sta bila Koroga in Neškovič, je video posnet, traja skoraj 2 uri, lahko gledate to tematiko o svetlobni terapiji, o bioptronu. Skratka, imate gradiva dovolj, da lahko pomirite sebe, da lahko sebi zagotovite odgovore. Še kakšno vprašanje? Kožne spremembe. Zdaj v bistvu za kakšne kožne spremembe gre? Tukaj bi jaz želela resnično, da mi majčkeno bolj, če gre na splošno za kožo na obrazu, je zelo učinkovita, kot sem rekla, oranžna, indigo modra, oziroma začnemo z indigo modro, pa damo oranžno, potem za fulerenom, za kakšne eksceme, odvisno, ker jaz sem imela izziv, to je pa 2 leti nazaj, z dermatitisom pa ekscemi na hrbtišču dlani, neverjetno, tudi tle sem mogla iti zelo globok vase, po vzroke, mi je pa služil kot zelo učinkovit pripomoček, tudi bioptron, ker jaz sem imela dobesedno, kot bi imela razjede. Na moji spletni strani mihelca.si je tam, ko greste pod bioptron, noter ena knjižica in je par slikic v tisti knjižici, mislim, da je naslov Bioptron za vso družino, slikic, kakšna hrbtišča dlani sem imela. To so bile dobesedno razpoke, razjede, In bolelo, skelelo, peklo, srbelo, ni da ni, kakšni občutki so bili. Sem uporabljala medicinsko, sem uporabljala fuleren, sem uporabljala indigo modro, sem uporabljala oranžno. Torej, vse možne terapije sem jaz delala na ta način, v tem primeru. In s tem sem se izognila kortikosteridom.
Kortikosteride pa predpišejo zdravniki za vse kožne izzive ali pa ljudje, ko imajo luskavice, vendar, ko pogledamo stranske učinke, najprej zablokirajo nadledvične žleze. Nadledvične žleze so osnovne poti, da gre energija, življenje skozi nas, da teče tok. In če te zablokiramo, potem blokiramo kar vse sisteme v telesu. Če od tukaj gor iz epifize, hipofize, hipotalamusa blokiramo, zopet blokiramo sisteme v telesu. Tako da ta pretok potrebuje biti, potrebuje teči gladko. In jaz sem izbrala, da sem se posluževala Bioptrona, da sem se zognala povsem vsakega kortikosterida takrat. Začelo se je pa pri meni dejansko z aknami, torej, da še to povem, da grem kronološko tako nazaj. Pred 4 leti me je našel Bioptron, ker kljub takšnim mojim letom nisem bila najstnica, kot je zdaj moj sin. Moj sin zelo pridno uporablja Bioptron in se mu koža izjemno izboljšuje. In ko bo pri volji, ga bom tudi slikala in slikico dala gor. Ne morem pa nič na silo pri njem, se veste, pri 17 letih, pogledi in mišljenja. Vendar koža se izboljšuje. Tisto zelo aknasta koža. Skratka, tudi jaz nisem imela take kože. Resnično sem imela izzive za aknami in zelo neprijetno sem se počutila, ker akne ti v bistvu jemljejo nek del tvoje samozavesti. Hočeš ali nočeš, ne počutiš se prijetno. Tako da sem redno prakticirala z indigo modro, z oranžno, medicinsko in potem takrat je prišel fuleren. Tako da to kombinacijo sem delala terapijo 2-krat dnevno. In vidna sprememba, vidni rezultati so se začeli dogajati. Pa gluten sem opazila, da mi ne paše in belo moko sem dala iz svoje prehrane ven takrat. In tudi zdaj ga ne uživam. Ni podpora mojemu telesu. Skratka, poslušati sebe, slediti svojim občutkom, je tisti glavni steber in glavni temelj, da sledimo sebi. Vse resnično, lepo pozdravim, zdaj pa grem malo pozdravljati. Darko, Živjo, Bojana, Alenka, Katarina, Katja, Martina, Beti, Tjaša, Dagmar, Tanja. Sem koga spustila, če sem koga spustila, se opravičujem. Ma kdo še ta trenutek kakšno vprašanje zame? 11 pa 11 minut. Evo, še številka je taka sinhrona, evo. Tako da, ja, in mene je Bioptron našel ravno zaradi moje kože. Ker ko je nek problem, ti vidiš ta svoj problem, da je ogromen. Ne glede kakšen je. Ali je to v resnici bi lahko drug videl, vse to je čisto majhen problem, ker da ima kdo še večjega in težjega, ampak ti v tistem problemu takrat, ko si vidiš, da je največji. Lahko je en prst problem, lahko pa sploh ni problem. In kako pogledaš spet na situacijo, to je od vsakega posameznika odvisno. In meni se takrat zdelo, ko sem sedla pred računalnik, da čez cel ekran piše na veliko akne. In samo zaradi tega sem šla jaz na sestanek, da spoznam tole zadevo. In potem v bistvu, če nekaj začutiš, te pritegne in tistemu slediš. In potem ni bila pomoč samo pri aknah, ampak
še marsičem drugim. In tudi nasploh v družinski zgodbi, ko je moj oče po hudi poškodbi, zlomu prsnice, reber, po 3 mesecih iz kome, umetne kome, se vrnil, je redno osvetljeval, torej delal terapijo z zeleno, rdečo in fulareno. Zdaj, manj, eni ljudje potem preventivno se jim ne da. Enostavno se jim ne da nekaj preventivno delati, ko so pol že čist fit pa v redu, ampak moj pogled pa je ta, da je preventivna skrb zelo učinkovita. Predvsem zaradi tega ravnovesja naših žlez v našem telesu. Tako, sem bila dovolj izčrpna. Skratka, če vam je prav, se enkrat tedensko takole srečamo in bom prej zapisala, da postavite vprašanja. Več vprašanj, kot boste imeli, več odgovorov boste prejeli. A je tako? Čisto uravnovešeno. Tako, imejte se čarobno, imejte se lepo. Uporabljajte Bioptron, kateri ste uporabniki, kateri ga še nimate. Ste slišali mojo zgodbo. Začuti v sebi, kaj rezonira s teboj, ali te pokliče, ali te ne pokliče, ali je to tvoja izbira sedaj, ali ni. Skratka, edina pravilna odločitev je tista, ko pride iz tebe, ko jo ti v sebi začutiš. Imej se lepo in uživaj ta dan naprej. Adijo, hvala!